Danes imamo na sporedu en dvoboj in sicer navadni sadni jogurt proti visokobeljakovinskemu sadnemu jogurtu. Zgledata zelo podobno, imata istega proizvajalca, najdemo jih celo v istem hladilniku približno 1 meter narazen. Tako da bi si lahko zelo hitro ustvarili idejo, da gre za skoraj enak produkt v malo različni embalaži. Ampak tale dva izdelka imata zelo različno sestavo. Pa poglejmo, kateri ima boljšo. Ok, priznam, tale zadnji stavek je bil tako malo trik. Noben od teh produktov nima sam po sebi boljše sestave za čisto vsako osebo in za čisto vse situacije. Tale ima recimo veliko več beljakovin in veliko manj sladkorja od tega, zato bo tale bolj primeren za takrat, ko si mogoče malo bolj sedeč, ko rabiš hitro malico v pisarni, ali pa če si na splošno manj telesno aktiven, ali pa za takrat, ko fejst treniraš in rabiš po treningu dovolj beljakovin za primerno regeneracijo. Zdaj, tale ima pa veliko več sladkorja in veliko manj beljakovin. Ampak pomembno, to ga ne naredi nezdravega. Zdaj tako, res je tale izdelek nekoliko manj primeren za nekoga, ki cel dan sedi in ni zelo telesno aktiven. Je pa tole fantastičen produkt za takrat, ko rabimo en hiter snack pred intenzivno ali pa dlje časa trajajočo telesno aktivnostjo. Recimo preden gremo na kolo. Razlog je ta, da vsebuje veliko sladkorja. Sladkor je ogljikov hidrat in ogljikovi hidrati so gorivo za intenzivne telesne aktivnosti. Končna razsodba, ja, oba ta izdelka imata lahko mesto v naši prehrani, samo vedeti moramo, kakšna je njuna sestava in kakšen je njun namen, pa v kateri situaciji sta uporabna. In upam, da tale video pomaga.